Ja, halo. Ja. Novinka tukaj. Kdo je? Šef, vi ste, ja. Želite? Aha. Super, prijem takoj, to bo sigurno senzacionalno. Ajde, čao. Kamerman, koliko časa še dodajo živo? Še 2 minuti. Joj, novinko, več sem bil na dopustu prejšnji teden na Bledu. Je bilo zelo lepo, smo bili na jezeru, pa na grad smo šli. Veš, kako so drage stvari. Aha. Kremšnite pa hoteli, vse res drago. Pa ose, veš koliko os? Imamo kader? Je v mikrofonu sliki? Ja je, ti pa nisi v kadru, pojdi bolj levo. Ne, drugo levo. Koliko časa še dodajo žive zdaj? 5, 4, 3, 2. Dober dan, tukaj je Novinko novinar z novimi senzacionalnimi novicami. Nahajam se v domu znane novinarke Blede Swan, ki je bila sinoč umorjena v koruznem polju. Policija krivca še vedno išče in ga bojo, upam, da kmalu ulovili. Zdaj bom pa intervjuval znano detektivko Suzano Bohinšek, ki nam bo povedala več o tem. Dober dan, bi nam lahko povedali, kaj se je tukaj pravzaprav zgodilo? Dober dan. Za zdaj vemo samo, da je bila žrtev umorjena s pištolo danes ponoči. Drugih informacij pa vam še ne moremo razkriti, saj raziskave še vedno potekajo. Hvala za vaš čas in nasvidenje. Kva pa ti tu delaš? Iskal sem te. A zdaj pa še ti, ajde. Sem. Joj, s tem ima pistola. V jezeru so bile ribe, res take velike. Snimaš? Ja, akcija. Dober dan, imamo nove novice glede umora na koruzi. Zdaj pa nam bo gospa detektivka povedala več podrobnosti. Dober dan. Neka priča nam je povedala približen izgled morilca. Morilec je bil visok približno 170 cm, nosil rdečo kapo in rdečo jopico in v ustih je imel zobotrebec. Hvala za vaše podatke in nasvidenje. Joj, škoda, da je Bleda umrla. Pa je bila tako bolj profesionalna od tega Novinkota, ki je znal opravljati svojega dela.
Dobar dan, gospa Bohinšek. O, dober dan. Kako vam gre kaj preiskave? Pa kar dobro, ja. Ja. Kaj pa dela tletna pištola? Kaj, to ni moja pištola? Policija, halo, imamo morilko, pridite, takoj. Dober dan ljudje, tukaj novinko, novinar z novimi novicami. Moram povedati glede umora v koruzi. Jaz nisem vrgel puške v koruzo, sem pa ubil novinarko Bledo Swan. Zelo mi je žal zaradi tega, zato sem potaknil neki anonimni ženski pištolo in rekel, da je ona kriva. Prav tako morate vedeti, da sem to naredil v spanju in tega nisem vedel. Ful mi je žal. No, zdaj moram pa iti, tako da še enkrat, sorry.